Predstava Neti meni Alice Once Again je nastala v sklopu platforme Kabaret pri belem zajcu. To je platforma, ki jo je naša hiša odprla za avtorske igralske prispevke. No, in mi smo se na to odzvali, kako pravim mi, mislim vse nas, ki smo se zbrali okrog te predstave, tega projekta. Kar bi nekako rada izpostavila je to, da smo dobili s tem priložnost, da preverimo neke nove oblike sodelovanja, medsebojnega soustvarjanja predstave, ki običajno v inštitucijah niso, ne bom rekla nezaželene, ampak niso del stalne prakse. To se pravi, inštitucija funkcionira po zelo jasni hierarhiji, po zelo jasni delitvi del in določeni posamezniki vstopajo v proces proti koncu, to se pravi v finalni fazi. No, mi smo pa šli obratno pot, to se pravi, da smo bili ves čas vsi prisotni in za svojo prisotnostjo in navzočnostjo prevzemali odgovornost za soustvarjanje te naše male predstave Neti meni Alice Once Again. Kot igralec se mogoče v instituciji dostikrat človek počuti kot poustvarjalec, ne kot avtor. Zato so, kot že samo ime pove, avtorski projekti po mojem mnenju izredno pomembni iz večjih razlogov. Eden razlog je en tak self-check, kje si trenutno kot ustvarjalec, ali si še zmožen nekega avtorskega jezika, enega lastnega uvida, lastne kreativnosti ali ne. In za vzdrževanje te kondicije, ne. Najprej je bila Alica, ta mojstrski primerek nonsense žanra Lewisa Carrolla, ki pa tokrat ni padla v zajčjo luknjo, ampak v gledališko. Najprej sta potem bila igralca in bila je glasba, White Rabbit. In potem je mimo prineslo Salmana Rushdija, ki nam je rekel, ne se ustaviti, dokler ne pridete do konca. In res smo najprej, veliko vaj kasneje, sicer prišli do konca. In bil je Petja, mlad moški, igralec, brodnik, vodnik, vratar, zajec in Nataša, igralka let, ki jih ni vajena, igralka, umetnica, klovnesa, trgovka, ne Alica. Zato Neti meni Alice Once Again. Tako kot smo v nastajanju uprizoritve iskali smisle in nesmisle skozi padec Alice v zajčjo luknjo, tako smo tudi iskali smisle in nesmisle v jeziku, in sicer na način, da smo torej iskali mešanice jezikov in tudi različne govorne ravni, od narečja do pogovornega jezika, do visokega jezika, kot do ravne govorice igralcev. V gledališkem procesu Neti meni Alice smo v bistvu raziskovali različne formate gledališča, hkrati pa smo se ukvarjali z vsebino črne luknje. Na eni strani smo v bistvu vstopali skozi različne procese v samo strukturo predstave, tako je gledališka predstava nastajala skozi 3 različne v bistvu načine, po eni strani skozi napisan tekst, na drugi strani skozi improvizacijo in na tretji strani skozi gledališke igre. Tako smo raziskovali gledališče v polnem, vsaj zame, sijaju in nekako skozi skupno gledališko ustvarjanje prišli do same predstave. Kostumi za predstavo Neti meni Alice so se rojevali skupaj z samo prizoritvijo. Glede na budžet, ki smo ga imeli, smo kar dobro mogli uporabiti domišljijo in smo uporabili tudi nekaj kostumov iz fundusa, nekaj smo jih na novo naredili. Najlepši izziv pa je bil, ko sem naredila zajčja ušesa. Scenografija je neke vrste zloženka, ki se je tekom celotnega procesa zlagala skupaj. Je neke vrste spomin presečišča različnih prostorov, različnih časovnih dinamik, različnih občutkov, ki sta jih igralca poustvarjala na teh vajah, ko se je predstava zlagala skupaj. Ustvarili smo neko našo zajčjo luknjo, v katero smo zapolnili z elementi iz
njunih preteklih produkcij, ki imajo neke vrste simbolne vrednosti, bodi si jih v predstavi sploh ne uporabljata, in pa z elementi, kot sem rekel, ki sta jih na samih vajah uporabljala. To na koncu je nastal nek tak zasičen prostor, ta naša zajčja luknja, ki je igralcema omogočala, da preizprašujeta, da drug drugega podpirata, da ju scenografija podpira in da lahko v tej luknji z svojim izvrstnim igralskim aparatom briljirata.